Svojo politično kariero sem začel leta 2002, ko sem se vključil v Novo Slovenijo in prevzel vodenje občinskega odbora Nove Slovenije v občini Komen. Potem sem prejel številne aktivnosti na lokalnem območju. Sledil je odhod v Ljubljano, vpis na fakulteto in seveda potem aktivnosti v podmladku Nove Slovenije. Sprva sem bil namestnik generalnega sekretarja, potem sem bil na kongresu na Ptuju leta 2005 izvoljen za generalnega sekretarja podmladka. To funkcijo sem ponovil leta 2007 in leta 2009 sem nadomestil na predsedniškem mestu Roberta Ilca, dosedanjega predsednika, in potem sem predsednik še danes. Podmladek Nove Slovenije mi je dal izjemno priložnost. Nabral sem se skozi delovanje v podmladku številne izkušnje, ki mi še dan danes pridejo zelo prav in jih s pridom izkoriščam tudi v tako imenovani visoki politiki, v katero sem se pa zdaj vključil kot tiskovni predstavnik Nove Slovenije in tudi zdaj kot poslanec. Jaz slehernemu mlademu človeku, ki se želi udejstvovati v politiki, priporočam, da se najprej angažira v podmladkih. Podmladek Nove Slovenije je tako rekoč kalilnica mladih kadrov, mladih obrazov, ki se potem lahko enostavno vključijo v matično stranko. Imamo podmladek od 15. do 32. leta starosti in res Nova Slovenija ima prav zaradi močnega podmladka številnih mladih, ki so aktivni v podmladku stranke, izjemen kadrovski potencial za naslednjih 30 let. In zaradi tega jaz govorim, da je Nova Slovenija stranka prihodnosti, je porok za stabilnost na desnem političnem polu in s temi novimi kadri, ki prihajajo iz podmladka, je Nova Slovenija lahko zelo kmalu prva stranka na desnem političnem polu in kasneje lahko prevzema tudi odgovornosti pri vodenju države. Kot poslanec Nove Slovenije se bom venomer zavzemal za to, da bo Slovenija napredovala in se razvijala. Namreč zdajšnje stanje je res katastrofalno, priča smo veliki brezposelnosti, upadu konkurenčnosti, javnemu primanjkljaju, zadolženosti. Slovenijo je potrebno spraviti tako rekoč v red, zdajšnje stanje stagnacije. Stagnacija pa v konkurenčnem svetu pomeni nazadovanje, je namreč nesprejemljivo in Nova Slovenija kot opozicijska stranka si bo z različnimi predlogi in aktivnostmi v državnem zboru prizadevala, da se zdajšnje stanje spremeni. Osebno se bom udejstvoval na področju, želim se udejstvovati na področju zdravstva, tudi infrastruktura me zanima, gospodarstvo in tako naprej. Moj fokus delovanja kot poslanec državnega zbora bo izključno na problemih, ki dejansko pestijo državljanke in državljane. To bo moja osrednja os, akt, okrog katere se bo vse vrtelo in tukaj bom posvečil svojo največjo pozornost. Ne želim odpirati ran pri ljudeh, ki jih že tako bolijo, želim kot poslanec državnega zbora doprinesti k boljšemu življenju in k večji blaginji državljank in državljanov. Jaz sem bil izvoljen za poslanca v Vipavski dolini. Vipavska dolina je bila od nekdaj zanimiva tudi za tuje vlagatelje, namreč v Vipavski dolini so delovala številna gigantska podjetja, naprimer Primorje, potem Lipa, Tekstina in tako naprej. Številna izmed njih so danes propadla, so v stečajih in povečala se v Vipavski dolini socialna stiska, brezposelnost je narasla na preko 15%, kar je nad državnim povprečjem. Naj spomnim, da leta 2005 bila tam okrog 6,5% brezposelnost v Vipavski dolini in predvsem želim na svojem lokalnem območju, tam, ker sem bil izvoljen v Vipavski dolini, dvigniti podjetništvo in gospodarstvo. Zaradi tega bom z eno nogo vedno bil tam, ker sem bil izvoljen pri ljudeh in želim ljudem pomagati s tem, da se jim omogoči dostojno življenje. Ampak dostojnega življenja ljudje ne bodo imeli, če ne bodo dobili priložnosti za ustvarjanje, za razvoj, če ne bo priložnosti za podjetništvo. In v Vipavski dolini je ljudem dejansko potrebno vrniti dostojanstvo. In zaradi tega se bom res poslušal glas podjetništva v naši dolini, kajti le tako bo lahko Vipavska dolina izšla iz te krize, v kateri se danes nahaja. Nova Slovenija je imela najboljši gospodarski program. Dejansko Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo glas gospodarstva v politiki. Našemu programu so pritrdili številni gospodarstveniki,
ki so dejansko začeli svojo podjetniško pot v tako imenovanih garažah, in sedaj so eni izmed največjih podjetnikov v Sloveniji. In na podlagi mnenj, strokovnih mnenj je nastal naš gospodarski program, na podlagi številnih izkušenih ljudi, ki so pri tem sodelovali, njihovih mnenj, smo ta gospodarski program potem predstavili in tudi z njim šli v samo kampanjo in nadalje z našim gospodarskim programom smo krenili v koalicijska pogajanja. Žal stranka Mira Cerarja ni sprejela reformnih predlogov, ki so zapisane v našem programu in na nek način se je odpovedala temu, da bi ta vladna koalicija poslušala gospodarstvo. Jaz to obžalujem in to pomeni, da bo Slovenija nazadovala oziroma stagnirala, kar pomeni v konkurenčnem svetu, da bo nazadovala, kar je izjemna škoda. Če se bi Nova Slovenija odločila za koalicijo, bi se ta trenutek odločila zgolj in samo zaradi morebitnih stolčkov in tako naprej. Mi smo še odločili ta trenutek za težjo pot, za opozicijo smo se odločili. Morda to nerazumljivo, ampak ja, izbrali smo težjo pot, potrebno bo veliko več truda in dela, da bomo bili lahko še naprej glas gospodarstva tudi iz opozicije. Nismo mogli iti na podlagi koalicijskih pogajanj v takšno vladno koalicijo, kjer ni pripravljenosti za spremembe. Namreč mi smo predlagali 5 reform, od tega so pogojno zgolj 2 reformi bili sprejete, medtem ko pa davčna reforma, reforma trga dela, reforma zdravstva niso bile upoštevane pri stranki Mira Cerarja. Prav na področju zdravstva se jaz izredno bojim, kaj bo ta vladna koalicija počela. Bojim se, da se bo okrepil monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer že zdaj odtekajo milijoni evrov. In kot kaže, bodo na podlagi pogajanj, ocenjujem, te milijoni evrov še naprej odtekali, kar je predvsem izjemna škoda. Sam v tej koaliciji, ki jo bojo sestavljali po vsej verjetnosti stranka Mira Cerarja, Desus, SD, mora biti stranka Alenke Bratušek, nimam velikega upanja, da bo ta koalicija Slovenijo izpeljala tja, kamor spada, med najbolj razvite države Evropske unije. Hvala tudi vam in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil, spoštovane gledalke in gledalci NSI TV, volilkam in volilcem za vaš glas, ki ste ga namenili Novi Sloveniji, za zaupanje, ki ste ga namenili krščanskim demokratom in tudi meni osebno. Iskrena hvala in Nova Slovenija, krščanski demokrati bomo še naprej vaš zagovornik v Državnem zboru.